Grof Francesco Grisoni je potomec razmeroma stare plemiške družine, beneške. Koncem 15. stoletja so morali zapustiti Benetke zaradi tega, ker je član te družine goljufal pri volitvah. In je izgubil plemiški naslov in je moral zapustiti Benetke in je nekako končal v Kopru. V Kopru se je ta družina ponovno etablirala, dobila nazaj plemiški naziv, tako da Francesco je bil grof, njegov oče je bil grof, njegovi strici. Značilno za beneško provincialno aristokracijo je bilo, da so oni živeli v mestu, v Kopru, Izoli, Piranu, živeli so pa od svojih zemljiških posesti na podeželju. Medtem ko je beneška aristokracija, ta metropolna aristokracija, živela v Benetkah in se preživljala z denarnimi posli oziroma s trgovino. Knjige so imele posebno mesto v življenju aristokracije. Moramo vedeti, da je poleg lova bilo branje zabava. Takrat ni bilo radia, ni bilo televizije, ni bilo kina, bila je literatura. Bila je šunt literatura, bila je erotična literatura, seveda je bila tako imenovana plaža. Bile so pa tudi resne knjige. In pri Grisonijevi knjižnici je presenetljivo to, ko sem pregledal to knjižnico, to je hudo resna literatura, to ni bila literatura, ki bi jo lahko bral vsakdo. To je bilo presenetljivo. Namreč Grisoni ni imel kakšne univerzitetne izobrazbe, mislim na grofa Francesca Grisonija. On je nekje na nivoju, danes bi rekli v Ameriki, da je imel college, nek kolegi v Sieni. In to je bil znamenit plemiški kolegi za plemiške fante, kjer so si dobili očitno solidno izobrazbo. In to je vse, kar vemo o Francescovi izobrazbi. Arhivski viri o Francescu Grisoniju so razmeroma skopi, ni se ohranila njegova osebna korespondenca, niso se ohranili njegovi zasebni papirji, iz katerih bi lahko si ustvarili sliko o njegovih intelektualnih zanimanjih, o njegovih refleksijah, o tem, kaj se je pogovarjal z znanci. On je komuniciral z ljudmi, ki so imeli intelektualne ambicije. Oni so se poznali z Markizi Gravizi, njegov oče stric je bil član Koprske akademije, medtem ko Francesco pa ni bil član nobenega intelektualnega združenja, samo poznal je te ljudi. Knjižnica grofa Francesca Grisonija je edina osebna knjižnica, ki se je ohranila na tem terenu, sploh pa v Kopru. Njena značilnost je tudi ta, da se je, ali pa srečna okoliščina, da se je ohranila v izvirnih omarah, ki jih je naročil za svoje knjige sam Francesco Grisoni. In da je ohranjena v postavitvi, kot so jo je zamislil on. Druga odlika knjižnice navzven so zelo lepe knjižne vezave. Takrat se je pa vsak kupec knjige dal vezati knjige po svojem okusu in po svojih materialnih zmožnosti in seveda je bilo to tudi v sorazmerju z velikostjo knjižnice. Če je imel veliko knjižnih zbirk, potem je težil, da so knjige v istem formatu enako vezane ali pa da so knjige na isto temo enako vezane. In pri Francescu Grisoniju vidimo knjige italijanskega Primo Risorgimento so vezane tako, da na prvi pogled vidiš zbirko in vidiš dela določenega avtorja ali pa recimo zbrano ali pa izbrana dela določenega avtorja so vezana v enako barvo. In to postavljeno na knjižne police in ta knjižnica je danes postavljena v čitalnici domoznanske zbirke Koprske knjižnice, ki je v najvišjem nadstropju zgradbe in obsijana s soncem in te v čitalnici te barvite vezave prispevajo res dajo tako štimungo, prijetno, da prije človek tja brati, da bi kaj preštudiral, kaj premislil, kaj mogoče si zapisal. Tako prijetna kulisa v čitalnici. To je ena vizualna odlika te knjižnice. V nasprotju z Zoisovo knjižnico, ki je bila center razsvetljenskega salona, Grisonijeva ni bila. Samo en dokumentiran primer je, da je knjižnico uporabljal tujec in to je opat
nekdani predstojnik benediktinskega samostana v Pralji, ki je nekako prišel v Grisonijevo družino in postal vzgojitelj Grisonijevega sina. In očitno se je ta mož ukvarjal z estetiko in v Grisonijevi knjižnici sta ohranjeni dve njegovi deli z področja estetike in v enem je posvetilo Francesku Grisoniju, iz katerega razberemo, da je namen Grisonijeve knjižnice dvigovanje oziroma napeljevanje človeka na etično življenje. In to je tipično razsvetljensko pravilo. Knjižnica naj napeljuje, naj vodi lastnika k čim bolj krepostnem življenju. Se pravi poštenem, etično, neoporečnem življenju. To je temeljna premisa razsvetljenske knjižnice in ta velja za Grisonijevo knjižnico.